No, spoštovane, spoštovani, cenjeni gostje, dragi otroci, šolsko osebje, res nam je v veselje in zadovoljstvo, da ste nas danes na vaši šoli pričakali v tako velikem številu in s tem izkazali tudi pravi poklon svojemu sokrajanu, sovaščanu Frančku Gorazdu Tiršku, Naniju. Franček je namreč eden izmed naših izjemnih paralimpijcev, ki bodo letos med 28. avgustom in 8. septembrom nastopali na paralimpijskih igrah v Parizu. In danes smo tukaj zato, da ga še malo bolje spoznamo, tako da mogoče za začetek najprej kar pozdravite njega z enim aplavzom. Hvala lepa. No, ob tej priložnosti pa v naši sredi pozdravljamo tudi gospoda Antona Špeha, župana občine Gornji Grad, spoštovano ravnateljico vaše šole Blanko Nerad in pa gospo Katjo Geršak z Športne zveze občine Velenje. Pa da kar začnemo z vprašanji za Nanija. Glede na to, da smo danes na šoli, mogoče kar začnemo z enim šolskim vprašanjem. Ste radi hodili v šolo? Zakaj ja, ne mogoče? Kateri je bil najljubši predmet? Lep pozdrav najprej vsem skupaj. Moram povedati, da sem počaščen, da sem res po dolgih letih spet v domači telovadnici, ker sem ravno tako kot vi v teh mladih na debutnih letih sem tukaj igral športne igre in pa kot mladi lokostrelec treniral v tej telovadnici z lokom. Na tem balkonu smo včasih imeli tudi strelski krožek, tako da so bili tudi tu moji prvi koraki z zračnim orožjem. Spomini so prav lepi. Seveda, v šolo sem zelo rad hodil, kajti bili so prijetni učitelji, prijetni sošolci. Bom rekel, da zelo tak domač, v redu ambient in spomini so prav lepi. No, super, potem se je verjetno še toliko lažje vrniti. Smo pa ta teden obeležili tudi 100 dni do paralimpijskih iger v Parizu. Kako šampion vašega kova odšteva do tega pomembnega tekmovanja? Ja, čas hitro beži, vendar moramo vedeti, da 100 dni pred Parizom praktično ne pomeni nič, kajti vsak vrhunski športnik, ki se pripravlja na tako velik dogodek, kot je olimpijada, paraolimpijada, je to dolgoročni proces, dejansko se pripravljaš od olimpijade do olimpijade, mogoče prvo leto po olimpijadi malce mentalne pauze, da se malce sprosti glava, da se tudi telo malce regenerira, ampak v naslednjih 3 letih vsi vemo, da je treba delati predano, smotrno, po načrtih, po nekih predvidenih planih, da se forma zopet dviguje, da si nekje na nivojem, da tudi vzdržuješ telesno kondicijo in vrhunski športnik tudi ne sme pozabiti na počitek, kajti telo rabi neki proces, da se drži v dobrem počutju. Tako da, ja, bom rekel kar tako, 3 leta so hitro minila, zdaj smo tik pred zdajci, 100 dni je tu. Dejansko že držimo za vrata od paraolimpijade, vsak čas se bodo odprla. In kakšne so priprave zdaj v tej zadnji fazi? Vas čaka mogoče še kakšna tekma tudi prej? Ja, zdaj sem tik pred odhodom. Naslednji teden potujem v Španijo, v Granado na Evropsko prvenstvo. Tako da bo to ena taka prijetna tekma pred odhodom v Francijo. Malce se športnik preizkusi, na kakšnem nivoju je. Vsi vemo, da največji športni dogodek letos je olimpijada, paraolimpijada, tako da forma se počasi dviguje, vsi nekako treniramo in načrtujemo, da bo top forma v danem trenutku, ko bo najbolj to potrebno, ko bo se odvijala sama paraolimpijada, tako da
Vsekakor bo pa to en tak zelo koristen preizkus. No, seveda držimo pesti za vas tudi tam. V lanski sezoni oziroma v lanskem letu ste imeli kar nekaj težav s svojo puško. Zdaj imate novo, ste se z njo že spoprijateljili. Koliko pomembno je, da lahko športnik zaupa v svoje, v tem primeru, orožje in pa kakšno vlogo bo to recimo igralo v Parizu? Ja, ravno to so ključni momenti, dejavniki pri vrhunskem športu, da športnik popolnoma zaupa svoji opremi, le tako se lahko sprosti, dvigne fokus na najvišjo možno raven in v danem trenutku dela najboljše. Žal se je meni ravno primerilo v lanskem letu, ja, da sem imel en kup težav z opremo, bom rekel, mogoče kakšno leto prepozno, zelo na hitro vse skupaj prišlo in dejansko sem novo puško dobil šele v tem letu. Iščem še te mikronastavitve, zato še nisem popolnoma sproščen na samih nastopih. Jaz upam, da mi bo to uspelo še zdaj v teh 3 mesecih najti te ključne dejavnike, da bom res lahko rekel, to je to. Poleg tega ni samo puška, tudi strelski jopič, so tudi ostali artikli, ki dejansko so vzporedni in tudi žal sem moral menjati strelski jopič. Tu so največje težave, ker tu so res nianse, ki odločajo, da ti je vse tako, kot mora biti. Lani so ga mi popravljali celo na tekmi v Koreji, kjer je bil predstavnik te tovarne, ki izdelujejo te najboljše strelske jopiče in v bistvu lastnik te tovarne je bila njegova želja, da ostanem na njihovi znamki, da mi naredijo posebno novega in res so ga mi naredili in tudi tu še iščemo tiste detajle, tako da, kot sem rekel, škoda, da se ni vse to zgodilo vsaj 1 leto prej, vse je bilo veliko lažje, ampak zdaj je, kar je. Treba je ostati zbran, si zaupati in stavim na mentalno moč, da bom premagal sam sebe in zopet najboljši. Pa seveda na bogate izkušnje verjetno. Ja, tako nekako. Za predstavo otrokom, kako poteka vaš dan takrat, ko imate trening? Kje sploh trenirate? Je poskrbljeno za dostop? Ja, to je malce težave v tej naši Zgornji Savinjski dolini. Kot vidimo, ti naši športni objekti so kar malce zastareli. Dejansko je cela dolina malce zaspala z razvojem športa, sploh kar se tiče vrhunskega in meni je v bistvu najbližje strelišče za zračno orožje, kjer lahko res opravljam kvalitetne treninge v Velenju, tako da si lahko predstavljate, koliko mi vzame čas tudi vožnja. Treba je vedeti, ko ti prideš na neki športni objekt, ni to tako, kot bi šel mogoče v trgovino po eno štručko, karkoli, tam moraš biti vsaj pol ure, 45 minut prej, da se nekako umiriš, da tudi mentalno usmeriš fokus misli vse v trening. Poleg tega se treba navaditi temperature v objektu, svetlobe, vse obleči, narediti neki stretching. Trening traja, bom rekel, nekje 2 uri, potem vse to, da se pospravi, pa če še damo za vožnjo v optimalnih pogojih 1,5 ure na obe strani. To se pravi, da en tak trening vzame tam od 5 do 6 ur, to bi rekel človek, kot da bi šel v službo. Poleg tega je treba tu se prilagajati tudi prehrani, ki je zelo, zelo pomembno v vrhunskem športu. Tudi spanje je zelo pomembno, počitek in dejansko ni samo trening, ampak je treba vse to združiti v celoten proces in potem se lahko športnik res dobro pripravlja in si verjame in si zaupa. Tako da lahko si mogoče predstavljate, koliko truda, koliko odrekanja je to v celotnem olimpijskem procesu, če smo se prej pogovarjali to v enih 3 letih. Tako da včasih, ko me kdo vpraša, kdaj grem pa na dopust, odgovorim, da moj dopust so treningi. Ko me vpraša, kaj pa potem tekma, mu pa rečem, da to je pa vesolje, ker ko greš na tekmo, moraš iti v neko onostranstvo, dejansko se moraš odklopiti od vseh misli, da je glava povsem prazna, nič ne smeš vedeti, povsem moraš znati. To je ena taka čudna kombinacija, ki je težko razumljiva, ampak če hočeš biti najboljši, moraš biti pač malce poseben.
Ja, na vrhu je prostora samo za izbrance. Ste omenili že regeneracijo, počitek, zelo pogosto pa omenjate kot pomemben del svoje ekipe tudi fizioterapevte. Zakaj so oni tako pomembni? Ja, športniki ponavadi ob največjih uspehih, ko se svetijo medalje, njihov lesk zaslepi vse in pozabijo poudarjati tudi druge dejavnike, ki so na njihovi športni poti in ki so del uspeha. Vemo, da vsak športnik, tudi če je to individualni šport, sam težko postori karkoli oziroma do vrhunskih rezultatov ne more sam. Zato je tu zelo pomembna celotna pot, logistika, ki je vpeta v en proces in del tega procesa so tudi fizioterapevti, ki nekako športniku pomagajo pri obnovi poškodb, da dejansko sproščajo mišice, ki so prenapete. Vemo, da danes vrhunski šport zahteva več, kot je to normalno za neko telo in vrhunski fizioterapevti to znajo narediti in zelo pomembno je tudi v bistvu, da si pri enem terapevtu, ki te z leti tudi spoznava, ki ve, kakšen proces terapije zahteva tvoja športna panoga, katere mišice so pomembne, da so sproščene, katere mišice morajo biti v drugi funkciji in vse to so ključni dejavniki, da se dobro počutiš in lahko delaš normalno treninge in se res vrhunsko pripravljaš za največje tekmovanje. Pa še en pregovor je za vas kar značilen. Pravijo namreč, da za vsakim uspešnim moškim stoji tudi močna ženska. V vašem primeru bi lahko jih kar nekaj našteli, začenši recimo z vašo mamo, pa potem nekdanjo trenerko Polono Sladič, zdajšnjo trenerko Andrejo Gorjup in pa vašo partnerko Lejo. Kako so one doprinesle k vaši karieri? Ali pa življenju? Dejansko več kot očitno res ne morem brez žensk, tako da sem lahko vesel in ponosen, da se mi res posvečajo, da dejansko delamo skupaj, ustvarjamo to športno zgodbo. Konec koncev lahko omenim še eno prijetno gospo, to je naša Katka Gerša, ki sedi tu na levi strani, kot strokovna sodelavka Športne zveze v Velenju me dejansko spremlja tudi vso mojo športno pot, tako da lahko še eno žensko dodamo zraven. Ja, vemo, kot sem že rekel prej, tu je veliko logistike pri vrhunskem športu, kot smo omenjali, že prehrano, spanje. Vemo, da je veliko tudi oblačil, ki jih športnik rabi, treba je študirati na 1001 stvar, ko pride z velikih tekmovanj, treba vse to oprati, zopet pripraviti za naprej. So tiskovne konference, so nepredvidljive stvari, ko pridejo, vendar včasih se pohecam, to je kot nekoč v Partizanih, ko so te zbudili, si moral biti brez razmisleka pripravljen skočiti in iti v borbo in tudi v športu je tako, zato pa je veliko lažje, če imaš ob sebi ljudi, ki verjamejo vate, ki ti zaupajo in ki ti dajo, kar rabiš. Kaj pa parastrelstvo, kako ste sploh začeli z njim? Ja, leta 2003 sem bil poškodovan v prometni nesreči kot sopotnik v avtomobilu. Poškodovane sem imel vratno vretenca C6, C7 in dejansko sem postal tetraplegik oziroma diagnozo imam tetraparezo, kajti prvi obeti so bili zelo slabi, bil sem popolnoma hrom, dejansko delala samo glava, roke, noge, vse to je bilo mrtvo, vendar bom rekel, da z odlično zdravniško ekipo in pa tudi z vrhunsko rehabilitacijo in verjetno tudi malce moje trme je uspelo pripeljati tako daleč, da sem se postavil na noge, hitro spoznal, da v življenju je treba nekaj početi. Vedel sem, da šport je en odličen dejavnik za to, ki da človeku moč, zdravje, zaupanje, dobro počutje. Kot sem že prej v začetku omenjal, sem bil v teh najstniških letih kar
zagnal lokostrelec in pa tudi zračna puška me je veselila, na kar sem v lovskem strelstvu tudi posegel po